še ni oglasil. Tokrat ni treba do magistrata, tokrat lahko samo sporoči svoje mnenje. Sodniki so se potem, ko so številke povedale, da jih imamo največje število prebivalcev, da zanje plačujemo nadpovprečno glede na druge člane Evropske unije in da imamo nadpovprečno velike sodne zaostanke, prenehali zavajati, da nimajo materialnih pogojev za delo. Vsi pa počasi in vztrajno nadevajo aureolo tretje veje oblasti, ki naj bi bila skoraj da že oligarhična. Zato naj vam, spoštovani zbrani, na koncu rečem še dve svoje mnenji. Podelitev trajnih mandatov sodnikov je bila politična napaka, ki je nosilcem sodne oligarhije zagotovila ohranitev socialističnega sodstva, ki hromi razvoj naše dežele. In ker smo naredili to napako, ne naredimo še ene. Ne dopustimo, da ostali dve veji oblasti, zakonodajna in izvršilna, ki nimata trajnih mandatov in se vsaj vsake 4 leta preverjata pred ljudstvom, ne bi imeli pooblastil ali vpliva na sodstvo. Sodniki, tožilci in vsi ostali v represivnem delu državnega aparata niso svete krave in jih bomo spremljali, ocenjevali in o njih tudi v bodoče izražali svoje mnenja. Zato pa moramo narediti vse in največ, kar lahko naredimo za demokracijo, je, da pošteno in pravično volimo, zato naredimo vse, da si zagotovimo demokratično državo. Živela Slovenija!